Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, spoštovani visoki gostje, družina Turnšek, cenjena organizatorja današnjega dogodka, gospa Herek in gospod Herek, dragi prijatelji. En prijeten pozdrav na današnji premieri filma, portreta gospoda Toneta Turnška, častnega občana občine Laško. Častni občan je najvišje priznanje oziroma najvišji naziv, katerega lahko prejme posameznik v občini. In Tone Turnšek je bil oseba, ki je delovala na različnih, na širnih področjih. Na področju gospodarstva, športa, kulture, družbenega življenja. Bil je oseba in častni občan z veliko začetnico. In takšni posamezniki, takšne osebe si zaslužijo veliko več kot le spomin, da jih ohranimo v spominu. Zaslužijo si, da se to trajno zabeleži, uprizori, udejani ali pa na način, katerega bomo lahko videli danes, prikaže na filmskem platnu v obliki portreta. Na tem mestu se naj iskreno zahvalim gospe Boži Herek in gospodu Bojanu Hereku za to, da sta idejo, ki je izšla iz lokalnega okolja, pripeljala do realizacije, do današnje premiere. Ob vabilu na današnje srečanje, ob vabilu je bil zraven naslov Oda prijateljstvu. In težko bi si izbrali primernejši naslov za tale današnji dogodek oziroma za portret gospoda Turnška. Oda je namreč pesem, ki slavi, pesem, ki poveličuje. Hkrati pa je oda tudi poimenovanje nekdanje blagovne znamke Laške pivovarne, naše laške domače vode. Iskrena hvala družini Turnšek in vsem ostalim posameznikom, ki ste na tak ali pa drugačen način prispevali svoj delček, da si bomo danes lahko pogledali filmski portret o Tonetu Turnšku, častnem občanu občine Laško. Želim vam prijetno spremljanje filmskega portreta Oda prijateljstvu. Dobro, ne močem tako spuščan, zdoreno, da lahko kaj pomagamo, tako zlopanje. Še malo bi srce mi dušalo, ker je roko nekaj. Hvala občinstvu, po tem aplauzu sodeč bi rekla, da vam je bil film všeč. Hvala vsem. Zdaj bi jaz prosila vse nastopajoče, ki ste v dvorani, da se mi pridružite in vse tiste, ki ste pripomogli, da je film nastal, da se mi pridružite tule na odru, da vas publika vidi še v živo, kako izgledate. Moram se zahvaliti posebej seveda županu in vsem tistim, ki ste glasovali, da je ta projekt naš bil kot del participativnega proračuna pač tudi sprejet in da smo del produkcije s tem lahko izpeljali. Res hvala. Hvala tudi godbi na Laški pihalni godbi, ki nam je tako lep sprejem naredila na začetku filma. Hvala kulturnemu centru in vodstvu kulturnega centra, da ste nas za to rabo vzeli pod streho, ker je pač kulturni center ima v Tonetovem dojemanju sveta, bomo rekli, eno posebno mesto. Kot ste slišali, Zinko se je tu našel, torej z ljubeznijo svojega življenja, da sta začela in tudi obnova kulturnega centra, potem je bila samo še posledica tega, pa ne zgolj tega, seveda, da ne. Kakorkoli, hvala kulturnemu centru in seveda hvala nastopajočim, ki ste oplemenitili naš film. Pravo, skupaj zmoremo. Mislim in upam, da ni zadnjič, da bomo tako nekaj dobrega za ljudi naredili. Drage gospe, spoštovani gospodje, spoštovani vsi prisotni, velika hvala ustvarjalcema,
ki sta naredila čudovit prispevek za zgodovino. Čisto enostavno, kdor ne spoštuje zgodovine, nima česa pričakovati od bodočnosti ali pa mogoče kaj manj. Hvala lepa, gospa Boža Herek in gospod Bojan Herek. Hvala vam pa tudi vsem, ki ste lani glasovali, da je bil ta predlog izglasovan za participativni proračun občine Laško. Hvala tudi vsem nastopajočim poleg mene, pa ob tej priliki vse najboljše gospodu Obržanu, ki jutri praznuje 80 let. Ljudje Dori pričakujemo, v znak zahvale zaigrajo Tonetu počast. Vsi dragi navzoči, dovolite, da tudi jaz rečem samo vsem vam hvala lepa, ki ste ta projekt podprli, izglasovali, vsem, ki ste sodelovali in seveda družini Turnšek hvala lepa, da sem lahko postal en tak zunanji član te čudovite družine in tudi Tonetu se z tega mesta zahvaljujem za njegovo iskreno prijateljstvo. Verjemite mi, tudi jaz ne bi bil takšen, kot sem, če ne bi spoznal Toneta Turnška. To iskreno povem. In rad bi citiral enega dobrega filozofa Martina Buberja, ki je rekel, če ni spominov in srečanj, ni življenja več. In danes, vidite, smo tu, da se spomnimo in pa, da smo se srečali. Po meni ni bil rad samo šport, ampak tudi glasbo in vem, da je zelo rad prisutni takšni glasbi, kakršno izvajamo mi. Verjel sem, da bo čas zacirane, da me tujina hitro k sebi vzame. Ja, jaz bi rad povedal, da sem danes tukaj poln hvaležnosti, kot sem že po sami prireditvi rekel, zaradi tega, da je tu sploh nastalo en tak iskren, lep film ste naredili, ki je resničen in zato nas tako veseli, da pride enkrat to med ljudi in da tudi tako, kot je film želel, da to ne gre v pozabo nikoli takšen človek, kot je Turnšek, ampak bo ravno ta film veliko pripomogel k temu, da bo ostal med nami živ. Ne samo po teh svojih delih, ki jih vidimo okrog, marsikdo ne ve, kdo je to naredil. Ampak s tako lepo sliko in besedami in sogovorniki pa en takšen človek, kot je on, ne bo nikoli pozabljen. Ja, moram reči, da najprej čestitam ekipi, ki je to pripravila. Po drugi strani pa lepo se je spominjati velikih ljudi, predvsem pa se je lepo spominjati nekih lepih trenutkov, ki so se v življenju zgodili. Tako da sem vesel, da sem lahko del tega lepega trenutka. To je res, res lepo. Nisem pričakovala, malo sem imela treme, ampak vse od začetka do konca je bilo tako, ko bi si človek samo želel za njega. Jaz mislim, da ste tudi vi to videli, kako je to ratalo. Pač, ja. Malo je bilo čustveno, tudi je bilo hudo, še ni dolg, kar je tega, ampak lepo, lepo. Izjemno vesel sem, da je tale današnji filmski portret praktično prvi tak vsebinski projekt, ki je bil podprt v sklopu participativnega proračuna občine Laško in da je to res ena taka bogata zapuščina prikazana strani našega častnega občana, gospoda Toneta Turnška. Ja, odlično je prikazal Toneta Turnška takšno osebo, kot je bil. Jaz sem bil njegov sodelavec in če primerjam knjigo, ki je bila napisana ob 200-letnici pivovarne, je tole remek delo proti tistemu.
Lep večer, lep film. Mislim, da je film, ki Turnšek si zasluži nekaj takega, da ostane v zgodovini in da bo nek materialni dokaz njegovega dela, ki ga je pač vse te zgodovini, teh 25 letih vodenja pivovarne tudi Laško občutilo in mislim, da lepo in prav, da je treba tudi naprej negovati tako dediščino.